Svetelj, lepo vas pozdravljam. Lepo pozdravljeni. In vam čestitam za vašo najnovejšo knjigo, pripovedno zbirko z naslovom Steklene stene. Hvala. Ste izid knjige praznovali? Jaz pravzaprav izidov knjig ne znam prav zares praznovati, zato ker me ponavadi ob izidu preplavijo neki taki malce čudni občutki, ne prav zares veseli. Mogoče povezani z nekim zavedanjem, da je zdaj to iz nekega nastajajočega procesa nastal predmet, ki je zaključen, ki je na policah, ki je za druge, ne pa več zame. Ta proces, kako poteka? Proces nastajanja te konkretne knjige je trajal kar nekaj let, ker so zgodbe nastajale vsaj prvi dve in pol, počasi in brez nekega roka izdaje ali kaj podobnega. Potem, ko se je knjiga bližala zaključku, pa seveda nekoliko bolj intenzivno in s pogledom na celoto. Tako da je bil od začetka do konca po svoji intenziteti precej tak raznolik proces. In za razliko naprimer od poezije ali pa dobre družbe, kjer so zgodbe mnogo krajše od teh, je tudi, kako bi rekla, neka kondicija potrebna za pisanje. Vsaj jaz sem jo doživljala malce drugače kot poprej. Te zgodbe, ki so daljše, sem jih skušala pisati na ta način, da jih lahko bralec prebere v enem dnevu ali pa v enem malo daljšem zamahu. Tako da je tudi to vplivalo na proces pisanja. Dejali ste zgodbe, jih torej označujete kot kratke zgodbe, kot pripovedi. Zelo mimogrede. Ne vem, mislim, da se morajo s tem ukvarjati drugi. Jaz sem se sicer najprej poigravala tudi z idejo, ali gre morda za neke vrste novele ali pa kratke novele, vendar sva potem z urednico določili, da naj vendarle gre za kratko prozo, kratke zgodbe, kajti kratka proza naj bi bila nekako vznemirljiv, sodoben način pisanja. Ampak kot rečeno, te klasifikacije mislim, da niso delo avtorja, avtorice. Se strinjam z vami. Kdo je bila urednica? Knjigo je urejala Tina Vrščaj, s katero mislim, da sva tudi zelo plodno sodelovali. Ste torej s sodelovanjem z založbo zadovoljni? Ste dobili avtorski honorar, avtorske izvode in tako naprej? Mislim, da me pravno gledano na to sploh ne bi smelo odgovarjati, ampak da, dobila sem tako avtorski honorar. Seveda se je knjiga išla s podporo Javne agencije za knjigo, kot tudi avtorske izvode. Mislim, da je Beletrina tako velika založba, da mora na tak način skrbeti za svoje avtorje. Dejali ste, da vas te klasifikacije ne zanimajo, ampak tisto, kar je zanimivo, vsaj meni kot bralcu, da sem pravzaprav te vaše zgodbe, tekste, besedila bral tudi kot neke vrste romane, ker so zelo, zelo intenzivne zgodbe. Vsaka zgodba na nek način, vsaj tudi meni se je zdelo tako, ima precej prostora, precej, če povem preprosto, zgodi se precej stvari, mislim, da vseh in tudi v vseh protagonistih. Tako da hvala za to pripombo, mi laska, seveda. Recimo, vaša prva zgodba z naslovom Marelice. Tukaj sledi kar nekaj obratov, ampak tisto, kar je značilno za vaše pisanje v tej zbirki, je verjetno to, da zelo spretno vpišete v svoje zgodbe tudi neke vrste aktualno tematiko našega časa. In tukaj v tej zgodbi, v zgodbi z naslovom Marelice, je taka tema mogoče usoda patriarhata ali pa morda celo matriarhata. Ja, zdaj pri Marelicah je sicer ta ključni obrat seveda tak, ki ga ne smeva izdati, ampak mislim, da se ukvarja z neko temo, ki je tudi v zadnjih letih v slovenski literaturi bila precej obdelana, ampak na nek način zelo obremenjena z nekim realizmom. No. Jaz sem pa v tej zgodbi dala, vsaj jaz jo na tak način razumem, en kanček nečesa, kar se zdi tako nemogoče ali pa težko predstavljivo, da je že skoraj rahlo nadrealistično. Ker mislim, da te teme, ki se nam zdijo izrazito aktualne ali pa ki zelo prevevajo naš čas, verjetno z več nekega zgodovinskega poznavanja ali pa niansiranja bi jih lahko razumeli bolj univerzalno. In mislim, da je vprašanje odločitve
pred katero se recimo znajde tukaj protagonistka, ni zgolj vprašanje sedanjosti. Mislim, da so pred tem vprašanjem seveda se znašle ženske in se še bodo. Tako da v tem duhu sem jaz skušala, ta vprašanja, ki se nam lahko zdijo zdajšnja in aktualna, vsekakor z nekimi literarnimi prijemi držati na distanci, da ne zapadem v neko aktualiziranje, kaj šele moraliziranje. Zdaj, konec te zgodbe z naslovom Marelice je res odličen. Ne? In me tako mika, da bi se vprašal o tem koncu in da bi vi pripovedovali o tem koncu, ampak tega nekako, kot ste rekli, ne smeva. Pri tej zgodbi zelo niansirano razvijate pripoved. Ne? Začne se pravzaprav skoraj kot neke vrste mimobežen, jugonostalgičen zapis, potem upišete na primer v zgodbo zelo mimogrede skoraj da odsotnega moškega. Moški v tej zgodbi pravzaprav nima neke pomembne vloge, je zelo ob strani in potem to zgodbo razvijate do tega sklepnega, presenetljivega zasuka. Zelo mimogrede. Kakšno vlogo ima moški v vaših zgodbah? V Marelicah so mogoče najbolj evidentno edine igralke na tem odru ženske in odsotnost moških se tukaj ne kaže niti zanje in za njihove odločitve ali pa za njihovo igro, teh 3 ali pa morda 4, 5, če štejemo še obe odsotni osebi. Se torej odsotnost moških sploh ne kaže kot nekaj bistvenega. Vsa igra, ki se zgodi med njimi, ne, med temi sorodnicami. Bi rekla, da je morda ta postavitev žensk v absolutno prvi plan najbolj izrazita pri tej zgodbi in morda še pri zgodbi Ključi, kjer prav tako je pogled ves čas usmerjen na protagonistko. Medtem ko mislim, da vsaj skušala sem pri ostalih zgodbah vendarle odmerjati neko pozornost ali pa fokus tudi na protagonistih. Nisem želela napisati knjige, pri kateri bi bralci imeli občutek, da so moški absolutno odsotni. Je pa morda to, da kot bralci opazite ali pa da bodo bralci opazili to rahlo nagnjenost v smeri torej ženskih protagonistk seveda, nek zanimiv moment morda samo spraševanja naše bralske recepcije. Seveda smo brali in smo vsi vajeni brati literarna dela, kjer spremljamo moške, njihove misli, njim kukamo v glave, ko to počnemo ženskam, če ne gre na primer za neko ljubezensko motiviko, pa to opazimo kot nek odklon pričakovanega. Zdaj, če staneva pri tem horizontu pričakovanja, ne? Vi ste predjavili, kako razmišljate o univerzalnosti, ne? Kako ne želite nekako soustvariti neke aktualne literarne produkcije, zavezane nekim skoraj morda aktivističnim ciljem. Ne? Ampak to, kar je zanimivo, je tudi to v tej zgodbi, da bi jo mogoče lahko kdo bral, ko ustvarjate ali pa reciklirate neke vrste v narekovajih balkanski mit. Ne? In domnevam, da se kot avtorica tega zavedate, da ste tukaj mogoče na nekem takem mejnem teritoriju in vendar to zelo lepo izpeljete. Odkot ta samozavest, ta zrelost, ta pogum? Jaz sem morda bolj kot nek balkanski mit. Me je zanimalo igranje z našimi predstavami ali pa z nekimi diskurzi o Balkanu v sedanjosti kot o nekih gospodarsko manj razviti, tako in drugače problematični regiji. Se ne nazadnje, naša protagonistka potuje v Beograd, kjer se sreča z nekim izjemno premožnim, intelektualno močnim, razgledanim slojem neke, v narekovajih, absolutne družbene elite. Tako da sem skušala v prvi plan postavljati to pričakovanje, kar se tiče teh recimo regionalnih stereotipov, morda bolj kot neko tako klasično balkansko zgodbo. Ker mislim, da bi se recimo z pričakovanji bralca, to, kdo sta, na primer, ti 2 sorodnici, v naš nek horizont pričakovanj veliko lepše vklapljalo, če bi ona potovala denimo na Dunaj v Berlin k nekim sorodnikom na zahod. To se strinjam, tukaj je neko presenečenje. Ne? Zdaj,
Ta zgodba se začne zelo stvarno in ima potem ta presenetljivi zasuk. In vendar me zanima, kako je z verjetnostjo v tej zgodbi, oziroma sploh v vašem literarnem svetu. Ne? V kolikšni meri je verjetnost pomembna? Bom dal primer. Ženski v tej zgodbi imata zdravniške izvide iz Ljubljane. Živite v Beogradu, imate izvide iz Ljubljane. Je to verjetno, je to možno, je to... Mislim, da je lepota literarnega pisanja ta, da ne rabimo biti pretirano preokupirani z ukvarjanjem z tem vprašanjem. In rekla bi, da pri Marjelicah, pa tudi pri nekaterih drugih zgodbah, so momenti, kjer se nam zdi literarno dogajanje zelo, zelo blizu resničnosti, ampak kot bi bilo morda resničnost teh zgodb za par centimetrov ali pa morda par milimetrov pomaknjena stran. A ne? Torej smo na neki zelo tanki meji med tem, a je to zares naš svet, a je to svet, na katerega zgolj gledamo iz rahlo druge perspektive, a je to vzporedni svet, ampak zamaknjen tako, da je zelo, zelo, zelo blizu našega sveta. V literaturi je to naš svet, dajva takole. Lahko rečemo, da v literaturi lahko naš svet kot čigumi malce povečamo. Ja. Prej ste omenili zgodbo Ključi. In ta zgodba je prav tako zelo zanimiva iz nekega drugega razloga, zaradi nekega motiva, ki ga vi razvijate v tej zgodbi, in to je motiv vonja. Kako opišete motiv vonja v to zgodbo? Ja, torej pri tej zgodbi gre za to, da protagonistka ob vrnitvi domov iz neke daljše službene odsotnosti ugotovi, da v lastnem stanovanju vonja nek von, ki niti ni posebno moteč ali pa smrdljiv, ampak hkrati njeno lastno domovanje dela zanjo nekako neznosno ali pa ne zmore živeti v njem. Torej, to je ta osnovna ideja zgodbe. In obenem gre tudi za to, seveda, da samo ona vonja ta von. To zgodbo lahko beremo kot von zgolj kot neko metaforo, njenega nekega nelagodja, ki je povezan z neko življenjsko situacijo, v kateri se ona znajde. Ampak jaz bi vseeno želela, da se tukaj vonja ne bere zgolj metaforično. Spet je ta resničnost, o kateri sva govorila, ali je kaj takega mogoče ali ne. Sicer pa za samo to motiviko vonja, mene je prav ta ideja pisati o nečem, kar je v bistvu tako težko prelivati v besede, kot je von. Nenazadnje imamo tudi pri pisanju sem se s tem soočila, relativno skop nabor besedišča vezanega na von, kako to nekako zadovoljivo prelivati v besede, v literaturo, mi je, moram reči, bil pri tej zgodbi kar velik izziv. Ki ste ga uspešno nekako pripeljali do konca, ne? Upam. V tej zgodbi razvijate tudi pripovedno linijo o nekem razmerju. To je ena taka značilnost. Druga, v tej zgodbi odmeva tudi akademski svet. In ta je zelo pomemben svet za vašo pripovedništvo. Ja, mislim, da akademski svet nekoliko odmeva v tej zgodbi. Morda v zgodbi Ključi nekako zaznamo to, kako bi rekla, skoraj da strukturno osamljenost te protagonistke, ki je nekako pogojena z njenim delom in zato zahtevo neke skrajne lokacijske fleksibilnosti zaradi nekega kariernega napredovanja. Morda pa še bolj intenzivno preigravam te poglede visokošolskega okolja v zgodbi Alzacija, kjer pa sem v fokus vzela zlasti neko problematično razmerje med profesorjem in študentko, ampak bom spet rekla, da se tukaj, da se ta zgodba izogiba nekim popolnoma predvidljivim hierarhijam, ki naj bi jih ta razmerja vzpostavljala.
če ostanemo za hip še pri sintagmi, ki ste uporabili, lokacijska fleksibilnost, bi jo prevedli mogoče vsakdanjo življenjsko situacijo? Zdaj, seveda je tu treba biti zelo natančen, ampak mislim, da marsikateri, sploh mlajši raziskovalci, raziskovalke, so, če želijo, na primer, ostati v tem svetu, na neki točki skoraj da prisiljeni biti, se biti recimo preseliti v neke druge dežele zaradi služb, zaradi raziskovalnih projektov, ki so seveda največkrat kratkoročni, trajajo na primer nekaj let, največ. Tako da, mislim, jaz osebno poznam kar nekaj ljudi, ki so morali zaradi takšnih odločitev recimo pretehtati vprašanje nekega partnerstva, družine in podobno, a ne. Kajti ta recimo akademska lokacijska fleksibilnost, rečemo je tako, je seveda primarno vezana na ljudi v recimo poznih 20 in 30, ko se pogosto človek želi na nek način usidrati v nekem okolju, si mogoče ustvariti dom. Akademski svet, vsaj del njega, temu ni prav zares naklonjen. Vrniva se k zgodbi, ki ste jo že nekoliko omenili, to je zgodba z naslovom Alzacija. To je ena izmed teh vaših zgodb, ki imajo zelo, zelo zanimiv konec. Konec, ki mogoče na prvi pogled nekako razreši napetost v zgodbi, hkrati je pa nekako deus ex machina. Od zunaj nekako udere v to zgodbo, v to razmerje. Zakaj ste se odločili za tako nenaden, abrupten konec? Jaz upam, da ta konec nekoliko zavaja bralca, kaj se pravzaprav na koncu zgodi, in da terja nekoliko bolj pozorno branje, v bistvu sledenje potem, ki jih v teh sklepnih prizorih opravljata po eni strani študentka na kolesu, po drugi strani profesor, ki se torej vrača domov k svoji ženi. Mislim, da ta zgodba oziroma njen konec odmeva še nekoliko dlje od tega, ko se konča, a ne? Kajti ta, sumimo lahko, da bo ta sklepni dogodek povzročil mogoče nek nov niz skrajno kočljivih situacij za protagonista, da seveda ne govorimo o usodi protagonistke. Tako da moja želja s tem koncem, ki se morda lahko zdi presenetljiv ali pa tak, da iznenada zareže, a ne, v to zgodbeno dogajanje, mislim, da je to samo zgolj na prvi pogled tako, a ne. Jaz želim, da se da ima odmev v bralcu seveda ta zgodba še onkraj tega zadnjega prizora. Ta konec spominja nekoliko tudi na konec zgodbe Marelice, ne, ker nekako zgodba sega v prostor, v življenje ljudi. Po drugi strani imam pa občutek, da je konec zgodbe Elza. Nekako pravzaprav ni konec, da se bo ta zgodba nadaljevala, da tukaj ni neke katarze in tako naprej. Pa me zanima, kako se kot avtorica odločate, kako boste končali zgodbo. Zgodbo Elza sem uvrstila na konec te zbirke, prav z razlogom njenega konca, kajti zdi se mi, da ta iztek te zgodbe vendarle ponuja neko odrešitev ali pa obet neke prihodnosti, ki lahko vzpostavlja stik, a ne, v primeru te zgodbe sicer stik med človekom in živaljo, ampak vendarle, ne, lahko morda zaslutimo, da se skozi to lahko zgradi nekaj, čemur bi lahko naivno rekli, nek pristen odnos med to deklico in Elzo. In zaradi tega mogoče nekoliko svetlejšega tona v tej zgodbi se mi je zdelo, da je to vendarle, kako bi rekla, akord, ki mora zazveneti na koncu te knjige. Vsi ostali konci nas namreč z nekim pretiranim optimizmom ne navdajajo. To je eufemizem. Ja, zaradi tega sem Elzo uvrstila na konec in vsaj jaz berem ta konec kot obet nečesa svetlega. Prej ste menili zgodbo z naslovom Alzacija. To je zgodba, ki je postavljena v akademski svet,
zelo dramatična zgodba. Bi nam povedali še kaj več o njej? V tej zgodbi me je zanimalo, torej, kot sem že prej omenila, kaj se zgodi, ko se neke pričakovane vloge moči obrnejo, oziroma igrala sem se z idejo, ali ni ta na videz večna hierarhija ali pa struktura med nekom, ki je recimo nosilec znanja ali pa neke akademske družbene moči in nekom, ki je recimo na repu te linije, ali ni naš pogled utrjenosti teh vlog v resnici zelo, zelo krhek. In ko se ta protagonistka, ta študentka, zdi se nam v nekem trenutku zave moči ali pa orožja, ki ga pravzaprav ima, se seveda zgodba začne obračati v neko popolnoma drugo smer, kot se je morda sprva zdelo. Morda ima ta zgodba v sebi tudi precej neke kritike akademskega sveta, vseeno pa bi morda tukaj seveda povedala, da je ta zgodba kot tudi vse ostale izmišljena in da to ni neka neposredna izpoved, ki bi bila kakorkoli utrjena v resničnosti. Za vsak primer, ker me res zanima, pomeni, da so vse te vaše zgodbe, vsi ti zapleti izmišljeni. Tudi ta von, na primer. Vsi zapleti so izmišljeni, na nekaterih momentih so detajli, ki se jih jaz sicer spomnim ali pa ki so mi bili povedani, ampak to so na primer detajli v zvezi z to hobotnico oziroma babico, ena izmed protagonistk v zgodbi Hobotnica, neko torej starejšo žensko iz nekega dalmatinskega otoka, ki se je zares tako neverjetno potapljala in lastnoročno lovila hobotnice. To je denimo nek tak drobec resničnosti, ki sem ga v zgodbo vpletla, sicer pa absolutno od vonja do te tragične zgodbe v Alzaciji, absolutno marelice, to je vse plod moje domišljije. Zgodba Alzacije je zanimiva tudi zato, ker ima stranski lik. Lik, ki je precej neopazen. Hkrati pa ste pravzaprav ustvarili zelo lep ženski portret, to je portret profesorjeve soproge. Ja, hvala za to vprašanje, kajti Helena, profesorjeva soproga, je tudi meni med pisanjem nekako zlezla pod kožo in je v resnici iz nekoga, ki ga sprva vidimo skozi torej te nekoliko vzvišene, pokroviteljske, neprijetne oči tega profesorja. Vendarle mislim, da tekom zgodbe dobiva neko vedno večjo težo in tudi zdi se mi, da lahko bralec zazna razvoj odnosa med tem protagonistom, profesorjem in njegovo ženo, ki na prvi pogled se nam zdi precej nekako pasiven ali pa stranski lik, da v resnici tista oseba, ki je tukaj nekako ostane trdna in pokončna in, kako bi rekla, stabilna v vsem tem vrtincu, je pravzaprav ona, ki se nam sprva kar umika pred pogledom. In nenazadnje tudi naslov te zgodbe Alzacija, ki se seveda motiv Alzacije se preigrava v tem recimo poglavitnem odnosu profesor-študentka, vendar vprašanje Alzacije, iti ali ne iti, je v resnici vprašanje, s katerim se ukvarja Helena. Ana Svetelj, marsikaj ste nam povedali v svojih zgodbah, morda najmanj sva se dotaknila vaše zgodbe z naslovom Hobotnica in za pogovor ne bi jaz prosil, da nam preberete kratek odlomek. Ti si kriva, dobro veš. Pogleda okoli, vsi umikajo poglede. Vsi vemo, da si kriva. Zaradi tebe je tako, beseda obvisi. Ester se zdi, da bi iz nje lahko bruhnilo vse, kar se je nabralo. Slabo ji je. Najraje bi zalučala krožnik v steno.
Vstala, spodmaknila prt, da bi popadalo, se razbilo, razlilo vse, kar je tako fino in okusno položeno na mizo. Vse, kar je udobno in kako lep dom si uredila in otroci so največje bogastvo in Bog vaju blagoslovi in počasi bo čas za jesensko dekoracijo. Kupila bo keramične buče in jih postavila na pragove in vse bi uničila, zdrobila, pomendrala. Zbere se, vdihne, rekla bo, ona, ki nikoli ne reče, ona, ki samo pokima, rekla bo, zaradi tebe je tako trpel. Ana Svetelj, hvala, ker ste nam prebrali kratek odlomek iz zgodbe z naslovom Hobotnica. Ko sem vas poslušal, sem se zavedel, da bi jaz moral tudi kaj vprašati o domu v vaših zgodbah, ker nastopa v vseh 5 zgodbah, ampak to bo ostalo za kakšen drug pogovor. Ob koncu pogovora pa bi jaz vprašal nekaj o vašem tem pisateljskem užitku. Odlomek, ki ste ga prebrali, bo zelo dramatičen, pišete tudi drugače. Kakšen je ta vaš pisateljski užitek? Bi rekla, da je morda prav pri zgodbi Hobotnic, ampak morda prav pri vseh zgodbah. No. Je absolutno bil prisoten ta pisateljski užitek popisovanja nekih situacij, ljudi, dogodkov, ki nekako vzhajajo v mojih mislih dlje časa in se nekako pripravljajo, da oživijo v literaturi. Ta užitek je kljub temu, da gre seveda za pisanje in za besede, ga je nekako težko prav zares ubesediti. Gre za to, da neke stvari prikličemo ali pa naslikamo v resničnost in to zavedanje, da to, kar je zapisano, preden je bilo zapisano, na nek način ni obstajalo, potem pa kar naenkrat začne obstajati. V literaturi seveda, ampak literatura je absolutno resnična stvar. Ja, občutek te kreacije preprosto me vedno znova navdušuje. Imate torej božji kompleks? Upam, da ne. Ana Svetelj, hvala za vašo pripovedno zbirko Steklene stene in hvala za pogovor. Hvala za povabilo.